Ambulanta za sledenje poznih posledic je bila ustanovljena pred 37 leti s strani profesor dr. Berte Jereb. To je bilo res vizionarsko, ker takrat je bila taka ambulanta le redko kje v svetu. Tudi danes populacijsko, tako kot mi, sledijo mlade, ki so se zdravili zaradi raka v otroštvu, le še na Nizozemskem. In tudi pravzaprav v bogatih evropskih državah te mladi, ki so preživeli raka v otroštvu, nimajo zagotovljenega. Res smo veseli, da to ambulanto imamo. Namen te ambulante je pravzaprav to, da čim prej odkrijemo morebitne pozne posledice zdravljenja raka. To gre za različne vrste posledic, tako telesnih, somatskih posledic, kot na primer okvara, zmanjšanje izločanja hormonov po zdravljenju z obsevanjem ali s kemoterapijo, potem okvara srca, na primer, ena zelo pomembnih okvar, okvara pljuč in drugih organov. Pravzaprav je lahko prizadet katerikoli organ, odvisno od tega, kakšno zdravljenje je bilo, kakšna vrsta tumorja je bila. Drugo so pa sekundarni raki, se pravi raki, ki jih dobijo po zdravljenju prvega raka. Za te so tudi bolj ogroženi, 3 do 6krat bolj kot njihovi vrstniki. Ambulanta za pozne posledice je bila sprva namenjena le mladim, ki so se zdravili zaradi raka v otroštvu. Pred 20 leti pa se je nekako razširila tudi na tiste, ki so se zdravili zaradi raka, predvsem limfomov, v starosti do 30 let, se pravi v mladi odrasli dobi. V naši ambulanti trenutno spremljamo približno 1000 preživelih raka v otroštvu in 500 preživelih limfoma v starosti do 30 let, se pravi v mladi odrasli dobi. Na preglede pridejo na 1 leto do 2 leti, seveda odvisno od tega, kakšno zdravljenje so imeli, koliko in kako težke pozne posledice pričakujemo in kako pogosto je potrebno opravljati pravzaprav te raznorazne diagnostične preiskave. Naj povem tudi, da ko smo jih poklicali pred približno 20 leti, te bolnike z limfomi, ki so se zdravili v mladi odrasli dobi do 30 leta in so bili že predani pravzaprav v sledenje svojim zdravnikom, so kar pridno prihajali, se pravi, ta odzivnost je bila več kot 90-odstotna. Da so prišli v našo ambulanto, ker so čutili, da bi morali imeti neko kontrolo po tovrstnem zdravljenju. V tej ambulanti je pravzaprav delo kar naporno, kajti bolniki imajo zelo veliko tudi pridruženih bolezni, seveda nekatere so posledica zdravljenja, vse pa ne, sledimo jih doživljenjsko. Se pravi, da vsako leto imamo več in več teh bolnikov, tako iz pediatrične klinike, kot bolnikov, ki so se zdravili v mladi odrasli dobi. In seveda potrebujemo tukaj kadrovsko okrepitev v tej ambulanti. Trenutno sledimo te bolnike samo radioterapevti v timu za redke tumorje, kar nas je seveda premalo, tako da moramo to delo nekako reorganizirati. Prav v letošnjem letu smo v sklopu državnega programa obvladovanja raka vpeljali tudi strokovno skupino AYA, to pomeni Adolescents and Young Adults. Se pravi, to je neka strokovna skupina, ki se ukvarja specifično z bolniki, ki se zdravijo v starosti 15 do 29 let, ponekod do 39 leta. Tem bolnikom je pač skupno to, da imajo podobne težave in probleme, tako težave, kar se šolanja tiče, iskanje zaposlitve, ustvarjanja družine, težave z plodnostjo, fertilnostjo. In seveda imajo tudi rakava obolenja, ki so nekako do neke mere različna od rakavih obolenj pri starejših bolnikih. Zelo sem vesela, da smo pravzaprav to strokovno skupino ustanovili. Seveda si želimo, da bi imeli oddelek za te bolnike, ampak to verjetno v prihodnosti je pa to nek začetek.